Živi naj si narodi, ki kreperi dočakat dan, da koder sonce kvoli, prepiri sveta bo pregnan. Darojak rozbosak, ne vrakle sosed pomejak. Darojak rozbosak, ne vrakle sosed bo, ne vrakle sosed pomejak. Vrste gasilcev naj stopi vsak, da čuvamo ljudsko imitje. Požar nam sovražnik edini je vsak, ko čuvamo naše imitje. Zbrani smo vrste tovariši vsi, po noči, po dnevi na straži. Vsi smo za enega, eden za vse, sklicani v zbor si tovaši. Zbrani smo vrste tovariši vsi, po noči, po dnevi na straži. Vsi smo za enega, eden za vse, sklicani v zbor si tovaši. Na pomoč, na pomoč, na pomoč. Dobro večer in dobrodošli na praznovanju naše 90. obletnice. Preden nadaljujemo, bi prosil, da v počastitev naših pokojnih članov, da jih počastimo z enominutnim molkom. Slava jim. V naši sredini prav lepo pozdravljam člana upravnega odbora Gasilske zveze Slovenije in predsednika Gasilske regije Ljubljana 3 tovariša Slavka Jarovca. Namestnika poveljnika civilne zaščite občine Domžale, gospoda Petra Gubanca. Namestnika predsednika Gasilske zveze Domžale, tovariša Toneta Pavliča. Podpredsednika Gasilske zveze Domžale, tovariša Anžeta Korošca. Častnega poveljnika Gasilske zveze Domžale, tovariša Janeza Brecelnika. Dobrodošli tudi predstavniki vseh gasilskih društev, vključenih v Gasilsko zvezo Domžale in prostovoljnih in industrijskih gasilskih društev Helios in Tosama Domžale, ter pobrateno prostovoljno gasilsko društvo Sveti Štefan in prijateljski PGD Golo in PGD Loka pri Mengšu. Lep pozdrav pri tudi predsednici krajevne skupnosti Simona Jenka, gospe Veri Banko. Se upravičujem, med gasilskimi ustanovami sem pozabil na Center za zaščito in reševanje Domžale. Kot gostja pa se nam je pridružila tudi gospa Renata Kosac. Takole, ker bo to današnja slavnostna seja, predajam vodenje te seje predsednici Alenki Pegan. Spoštovani gostje, gasilke in gasilci, pričenjamo slavnostno sejo v počastitvi
počastitev 90. obletnice ustanovitve Prostovoljnega gasilskega društva Študa. Dogodek bi težko lepše začeli kot zapeto gasilsko in slovensko himno, ko pa to s svojimi ubranimi glasovi storijo pevci moške vokalne skupine Adam Rauber iz Domžal, pa zveni še posebej slovesno. Prav je, da na današnji dan obudimo spomine na to, kako se je vse skupaj začelo, zato na oder vabim Majo Žugac, ki nam bo podrobneje predstavila, kakšna je bila pot študentskih gasilc in gasilcev do 90. obletnice. Spoštovani člani in članice, cenjeni gostje, usedimo se na vlak, ki nas bo na hitro popeljal skozi 90 let naše zgodovine. Pisalo se je leto 1930, ko se je sploh prvič porodila ideja o ustanovitvi lastnega prostovoljnega gasilskega društva. Idejni oče je bil inženir Rudolf Willmann. Na zemljišču, kjer še danes stoji, so leta 1932 pričeli z uporabo gasilskega doma prostovoljnega gasilskega društva Študa. Takratna ureditev je bila nekoliko drugačna. Namesto predsednika so imeli načelnika, ki je postal Rudolf Willmann, poveljnik pa je bil Valentin Erklavec. Člani društva so že od začetka sodelovali pri vajah in gasilskih prireditvah, seveda so prirejali tudi veselice, ki pa pričakovano niso bile v takšnem obsegu, kot jih poznamo danes, vendar pa so bile vseeno zelo uspešne, kar je, tako kot velja še danes, gasilcem omogočalo nakup prepotrebne gasilske opreme. Po drugi svetovni vojni je imelo gasilsko društvo kar nekaj težav s pomanjkanjem denarja. Takrat so na pomoč k ohranitvi priskočili člani, da je lahko društvo obstalo. S časom so si sicer nekoliko opomogli, k čemer so v veliki meri prispevale dramske predstave in veselice s tombolo. Tako so študentski gasilci krmarili skozi nadaljnja desetletja, ko so uspeli financirati tudi več nakupov gasilskih vozil, motornih črpalk in opreme. Nov, večji zagon je društvo dobilo v začetku 70-ih let, ko je vodenje društva prevzel Janez Peterka in z njim Anton Trpin, poveljstvo pa je prevzel Janez Mejak. V tistem času so se postavili novi temeljni za društvo, ki ga poznamo danes. Od takrat naprej na gasilska tekmovanja pošiljamo svoje desetine, ki vedno znova dosežejo odlične rezultate, ampak o tem nekoliko kasneje. Prisotni smo tudi na občinskih in sektorskih vajah. Kljub vsemu dogajanju v društvu in novi moči v gasilskih vrstah, pa so še vedno ostajale skrbi glede boljšega voznega parka in gasilske opreme, pa obnovitve in širitve gasilskega doma. Seveda se študentski gasilci niso predali. Skrbi so spremenili v načrte in ideje, ter tako med leti 1980 in 2000 izvedli kar nekaj pomembnejših in obsežnejših posodobitev. Večkrat je bila obnovljena fasada, uredili so dovoz, obnovili ostrešje in zamenjali kritino, uredili pa so tudi kletni prostor za družabne dogodke. Primož Rahne je bil leta 1995 pobudnik za sestavo zelo uspešne desetine članov, ki je tekmovala po vsej Sloveniji. Člani so pod mentorstvom Janeza Mejaka trenirali skoraj vsak konec tedna, preko poletja pa so se udeležili mnogih tekmovanj. Junija leta 1996 so odšli na gostovanje na Sveti Štefan, kjer so tudi prvič zmagali. Člani so se spoprijateljili z domačimi gasilci, od takrat naprej so se večkrat srečali, to prijateljstvo pa smo pred dobrimi 20 leti potrdili s pobratenjem. Leta 1999 so se članom pridružile še članice in obe desetini sta dosegli kar nekaj tekmovalnih uspehov. Leta 2000 sta se obe ekipi uvrstili na državno tekmovanje, kamor so seveda vzeli tudi cel avtobus navijačev.
Primož Rahne je leta 1998 postal predsednik društva, poveljnik pa je ostal Janez Zmejak. Novo vodstvo, nov zagon. Dobili smo novo vozilo za prevoz moštva, s tem pa so se pojavile tudi želje po novem, večjem in bolje opremljenem operativnem vozilu. Okrepilo se je tudi družabno življenje študentskih gasilcev. Pričeli smo z organiziranjem prireditev, silvestrovanja, kuhanjem prvomajskega golaža in še in še. Člani in članice ter krajani skupaj s krajevno skupnostjo Simona Jenka že od začetka stoletja sodelujemo na čistilnih akcijah, saj se na žalost vedno v naravi znajde preveč smeti, ki tja ne spadajo. Poleg vseh teh akcij pa smo študentski gasilci tudi dobrodelni. Kot že omenjeno na začetku, organizacija veselic nas spremlja že od same ustanovitve društva. Marsikdo si ne predstavlja, da veselica pomeni ogromno organizacije, priprave se začnejo že več mesecev pred dogodkom. Vsi člani se pred in med veselico trudimo po najboljših močeh, da bodo gostje zadovoljni, da se bodo naslednje leto spet vrnili. Obračun po veselici pa je tisti dan, ki poplača ves trud in je dokazilo, da delamo dobro. Poleg veselice organiziramo tudi 2 tradicionalni tekmovanji. Prvo je namenjeno starejšim gasilkam in gasilcem za pokal krajevne skupnosti Simona Jenka, ki smo ga prvič organizirali leta 2003, drugo pa je kviz gasilske mladine PGD Študa, ki ga organiziramo še leto dlje. Mislim, da smo pri organizaciji obeh dogodkov zelo uspešni. Ko že govorimo o veteranih in veterankah, zelo pomemben del našega društva. Njihovo znanje in izkušnje so neprecenljive. Veterani so od leta 2000 do danes osvojili že preko 100 pokalov, najbolj svetleč pa je zagotovo tisti iz državnega tekmovanja leta 2010 za pokal Matevža Haceta. Veterani, vaša volja, odločnost in pripravljenost so vredne vse pohvale, zato moj poklon. Čestitke in zahvala tudi dolgoletnemu mentorju Igorju Colariču. Od veteranov pa k mladini. Že več kot 40 let študentski mladi gasilci sodelujejo na tekmovanjih. Prvi večji uspehi so prišli konec 80-ih let, leta 2000 pa se je desetina pionirjev prvič uvrstila na državno tekmovanje, vendar pa je desetina potem žal razpadla. Od takrat naprej smo pridno trenirali in se udeleževali kvizov. Leta 2003 smo se uvrstili na državni kviz, kar je naš največji uspeh na področju kvizov. Od takrat naprej žal svoje uspehe zaključimo na regijskem tekmovanju, ampak državni kviz pridemo spet. Kviz, ki ga organiziramo doma, je skozi leta postal prava uspešnica. Na začetku smo ga izvajali v starem gasilskem domu, z udeležbo le nekaj čez 10 ekip. Vendar pa smo se morali skozi leta preseliti v jedilnico osnovne šole Venclja Perka, saj se kviza sedaj udeleži že preko 40 ekip. Poleg kvizov smo z mladino prisotni tudi na orientacijskih tekmovanjih, eno smo organizirali tudi sami. Naš najljubši del pa so zagotovo gasilsko-športne tekmovalne discipline. Leta 2019 smo se uvrstili na državno tekmovanje, na katerem smo dosegli odlično 14. mesto. Mislim, da ne lažem, če rečem, da je to 14. mesto za nas mentorje vredno enako kot zmaga. Kmalu bomo imeli priložnost se ponovno dokazati, saj smo se 8.10. na regijskem tekmovanju ponovno odlično odrezali in uvrstili na državno tekmovanje. Na tem mestu gre ogromna zahvala somentorjem, otrokom in staršem za potrpežljivost in zaupanje. Vsako leto se mladina udeleži tudi tabora gasilske mladine, kjer otroci preživijo en teden gasilsko obarvanih počitnic v družbi mentorjev in seveda ostalih otrok. No, 90 let zgodovine je zelo težko strniti v nekaj minut. Začeli smo z ustanovitvijo društva in postavitvijo gasilskega doma, pa zaključimo s postavitvijo doma.
Tu, kjer smo danes, je želja več desetletij in trud članov gasilskega društva Študa. Čeprav imamo radi svoj stari gasilski dom in smo zanj skrbeli, ga obnavljali, dozidali in v njem preživeli nešteto ur, je bil čas, da se končno razveselimo novega doma. Gradbeni odbor, ki je bil leta 2014 izvoljen, je začel s pogovori in aktivnostmi, ki so privedli do gradbenega dovoljenja, ki je postalo pravnomočno 20. maja lansko leto. 2. novembra 2021 smo pričeli z gradnjo, 5. novembra smo skupaj z občino Domžale, ki je v proračunu zagotovila sredstva, svečano položili temeljni kamen. In danes smo tukaj. Gradnja našega novega doma je bila zaključena 9. septembra. In s tem smo našemu mozaiku zgodb dodali še en pomemben kamenček, na katerega bomo pazili in bili ponosni. Z obletnico praznujemo zaupanje, partnerstvo, medsebojno sodelovanje, strpnost in trdnost. Maja, najlepša hvala za povzetek zgodovine našega društva. Če pa vas zanima kaj več, vabim k branju pred kratkim izdanega biltena. Pred nadaljevanjem programa še enkrat prisluhnimo vokalni skupini Adama Rauberja. Izvolite. Moj Triglav, moj dom, kako si krasan, kako me izvajaš iz nizkih ravan. Po letni vročini na starem arhi, da tam si spočijam samotni srci. Kjer potok izvira v skanovju hladan, oj Triglav, moj dom, kako si krasan. Oj Triglav, moj dom, oj Triglav, moj dom, oj Triglav, moj dom, kako si krasan, kako si krasan. Oj Triglav, moj dom, še tudi je svit, začaral šuti si mi večkrat pogled. Tujina smehljaje kazala mi krast, le na te sem mislil ljubiče vsak čas. O tebi sem sanjal sred svetlih dvoran, oj Triglav, moj dom, kako si krasan. Oj Triglav, moj dom, oj Triglav, moj dom, oj Triglav, moj dom, kako si krasan, kako si krasan. Za trenutek vas vabim, da ostanete pred odrom skupina Adama Rauberja, da se izkoristimo ta trenutek in se vam zahvalimo za vaše sodelovanje, tudi s skromno pozornostjo in vam podelimo plaketo. Predsednik našega društva, tovariš Boštjan Naroben, nas je že pozdravil v uvodu. Verjamem pa, da bi z nami rad podelil še nekaj misli in ga zato ponovno vabim k mikrofonu. Hvala za besedo. Dragi gostje, članice in člani prostovoljnega gasilskega društva Študa. Letos spomladi je minilo 90 let, odkar so ustanovni člani našega društva tudi uradno z ustanovnim občnim zborom pričeli pisati novo zgodbo. Nihče več ne ve, če so
si ti tovariši predstavljali, da bo društvo po vseh teh letih še delovalo v gasilskem domu, ki so ga takrat zgradili in kasneje njihovi nasledniki in naši predhodniki pridno obnavljali, upam, da bi bili na nas ponosni, da njihova ideja o samostojni gasilski enoti še vedno gori v nas in nas spodbuja ne samo k obstoju, pač pa tudi k razvoju in rasti društva. S tem ne mislim samo številčnosti članstva, pač pa tudi napredovanja na področju opremljenosti in podkovanosti operativcev v znanju in spretnostih potrebnih za pomoč našim sokrajanom v stiski. V 90-ih letih delovanja v starem gasilskem domu se bomo v kratkem preselili v ta nov, večji in za našo dejavnost primernejši gasilski dom, ki nam ga je zgradila občina Domžale. Pot do tega doma ni bila ne lahka, ne kratka. Približno 20 let je trajalo, da smo od ideje po novem domu na drugi, primernejši lokaciji prišli do realizacije, za kar je najbolj zaslužen naš predsednik gradbenega odbora, tovariš Borut Ernestr. In zaposleni na občini Domžale morali so skozi vrsto vsakovrstnih ovir, da lahko danes naš jubilej praznujemo pod to streho v tej dvorani. Novo zgrajen dom bo nudil zavetje še eni naši pridobitvi. V soboto bomo namenu predali novo gasilsko vozilo za prevoz moštva GVM-1. Jubilejev pa kar ne zmanjka. Prav letos namreč praznujemo tudi okroglih 20 let, odkar smo se pobratili s prostovoljnim gasilskim društvom Sveti Štefan. Z njimi zgledno sodelujemo in si želimo naših skupnih druženj tudi v bodoče. Da bi nov dom sameval, se ni bati. Naši operativni člani in članice se pridno izobražujejo in še pridobivamo nove članice in člane. Tudi na družabnem in tekmovalnem področju smo zelo dejavni. Naši starejši gasilci so se ponovno uvrstili na regijsko gasilsko tekmovanje. Ekipa naših pionirjev pa že drugič zaporedoma na državno tekmovanje v gasilsko-športnih tekmovalnih disciplinah. Hvala vsem, ki za delovanje društva namenjate svoj dragoceni prosti čas in vsem, ki nas pri tem podpirate. Naše družine, krajani, simpatizerji, sponzorji, krajevna skupnost Simona Jenka, Gasilska zveza Domžale in občina Domžale. Z željo, da bi nam novi pridobitvi v prihodnje dobro služili, vam, članice in člani prostovoljnega gasilskega društva Študa, čestitam ob našem jubileju in vas pozdravljam z našim gasilskim pozdravom na pomoč. Našo slovesnost pa nadaljujemo s pozdravnimi govori gostov. Kot prvo govornico na oder vabim gospo Vero Banko, predstavnico krajevnosti skupnosti Simona Jenka. En lep dober večer vsem, lep pozdrav iz krajevne skupnosti in velike želje prenašam tudi iz našega sveta, da smo ravno snovali sejo in so rekli, da vam ne povem, da vam želimo veliko dobrega, veliko sreče, dobrega upravljanja doma in seveda dobrega prijateljstva med nami še naprej. Jaz mislim, da bomo to povezavo najbolj rabili, ker bo in upravljanje in sodelovanje še kako potrebno. Tako da jaz vas še enkrat lepo pozdravljam, želim, da vam dobro uspe, da bo to en prostor, kjer se bojo vzgajali mladi, naši mladi Domžalčani, Študljani, če hočete, in da se bojo dobro počutili. En lep vaš pozdrav na pomoč. Gospa Banko, najlepša hvala za povedano. Za pozdravne besede pa prosim tudi podpredsednika Gasilske zveze Domžale, tovariša Anžeta Korošca. Dober večer. V mojem imenu in imenu Gasilske zveze Domžale. Na tem mestu bi mogel danes en drug Korošec stati, ampak je nažalost imel eno krajše postanek v Ljubljanskem kliničnem centru, tako da mi dovolite, da v njegovem imenu preberem njegove pozdravne besede. Dragi ljubljanti, dragi gosti, v čast in ponos mi je, da lahko danes skupaj z vami, nažalost ne, prisostvujem na slavnostni seji o visokem jubileju vašega društva, ki že 90 let ustvarja zgodbo o uspehu,
podprto s prijateljstvom, združevanjem generacij, skupnimi interesi, s strastjo do gasilstva in s pripravljenostjo pomagati bližnjemu. Vaša zgodba se je začela 10. aprila leta 1932, ko ste na ustanovnem zboru ustanovili svoje gasilsko društvo. Želja po gasilski noti, ki bi delovala v vaši vasi, pa je dela in v praksi živela že pred tem, saj ste do ustanovitve svojega društva 2 leti delovali kot gasilska nota v okviru gasilskega društva Domžale. Predanost gasilstvu, želja po svojem društvu, strast sta pripeljala do tega, da ste tudi v študiju ustanovili svoje gasilsko društvo. Še več, sočasno željo in interesom po ustanovitvi društva so stekle priprave za gradnjo svojega gasilskega doma, ki ste ga prevzeli dobra na 2 meseca po ustanovitvi društva. Ker je bil to za vas velik finančni zalogaj, ste se aktivno angažirali za organizacijo zabavnih prireditev in dramskimi uprizoritvami, na pomoč pa so vam priskočili tudi nekateri krajani. Skupaj vam je uspelo. Iz leta v leto ste rasli, skrbeli za razvoj, tehnično opremljenost in usposobljenost kadra, ter bili seveda v vsakem trenutku pripravljeni priskočiti na pomoč sočloveku. Za požarno varnost pred drugimi nesrečami niste skrbeli samo na vasi, ampak ste vedno priskočili na pomoč tudi v druge kraje občine Domžale. Za vaše neutrudno delo in vaše pridobitve v svojem imenu in imenu Gasilske zveze Domžale iskreno čestitam. Prav je, da se danes ponosno spomnimo vseh, ki so z društvom postavili noge in vseh, ki so v teh 90 letih skrbeli, da je gasilstvo v študiji živelo in delovalo vsaka leta. Študentski gasilci boste v svojem jubileju prejeli najlepše darilo. Nov gasilski dom, ki ste si ga želeli dolga leta. S tem ste dobili ustrezne in dobre pogoje za vaše delo, hrambo vozil in opreme. Prepričan sem, da bo objekt služil svojemu namenu in da vam bo dodal nove motivacije za delo v prihodnosti. Za novo pridobitev vam iskreno čestitam. Ob tej priložnosti se imenu Gasilske zveze Domžale zahvaljujem županu Toniju Dragarju, svetnicam in svetnikom ter občinski upravi, da so projekt izgradnje novega gasilskega doma Študa uspešno realizirali, da s tem študanskih gasilcem izpolnili njihove dolgoletne želje in potrebe po novih prostorih. Ob letošnjem jubileju pa vas čaka še eno darilo, in sicer novo gasilsko vozilo GM1, ki ga boste prejeli ob pomoči Gasilske zveze Domžale in občine Domžale. Želim vam, da vam tudi ta pridobitev dobro služi in predvsem varno. Ob tej priliki bi se vam rad zahvalil za dobro sodelovanje z Gasilsko zvezo Domžale v vseh komisijah, odborih, pri delu z mladino in starejših gasilcih, pri dobrodelnem koncertu ter še na mnogih drugih področjih. Iskrena hvala. Spoštovani jubilanti, ob vaši 90-letnici vam v svojem imenu in v imenu Gasilske zveze Domžale iskreno čestitam in vam želim še mnogo uspeha na vseh področjih gasilske dejavnosti. Z gasilskim pozdravom na pomoč, Matjaž Korošec. Obema tovarišema Korošcema najlepša hvala. V prav posebno čast pa nam je, da lahko k pozdravnim besedam povabim tudi predstavnika regijskega sveta regije Ljubljana 3, tovariša Slavka Jalovca. Drage gasilke, spoštovani gasilci, spoštovani ostali navzoči, v imenu Gasilske zveze Slovenije, v imenu regije Ljubljana 3 in seveda v mojem imenu vas prav lepo pozdravljam, se vam zahvaljujem za vabilo in vam hkrati tudi čestitam za vaš jubilej 90-letnico. Prej na začetku smo poslušali slovensko himno in gasilsko himno. Morda nekaterega z vas ne veste, da druga pesem je bila gasilska himna. In če ste dobro poslušali besedilo, je notor en vers, vsi za enega, eden za vse. Tudi leta 32, ko so vaši pradedje in dedje oziroma gasilci iz Štude ustanavljali gasilsko društvo, ni bilo nič drugače. Imeli so en skupni cilj in ta cilj je bil pomagati sočloveku v stiski. In če so se povezali, so bili še tako, so bili bolj organizirani in bolj operativni. Skozi 90 let
se je zadeva samo stopnjevala in mislim, da bi bili vaši dedje in pradedje ponosni na to. Pomoč v stiski je plemenito dejanje v srci tistega, ki jo prejme, pa tudi v srci tistega, ki jo ponudi. V mnogih primerih to delamo gasilci. Dan in noč skrbimo za varnost in smo neprepešljivi v sistemu zaščite in reševanja. Slovenskemu narodu smo v ponos, saj ogromno število prebivalstva Slovenije zaupa prav gasilcem. Vendar moramo paziti, da to naše zaupanje, ki je tako veliko, ne zapravimo z dejanjem, ki ne bi bilo pravilno in potem lahko hitro zgubimo ta naš sloves. Gasilci so izredno dobro izobraženi. To se je pokazalo tudi, ko smo imeli 2 katastrofalna požara v Sloveniji. Na Krasu je bilo 11.000 gasilcev. Verjemite mi, skoraj nihče ni bil poškodovan. Kaj šele kaj hujšega, da bi to umrl. Na to moramo biti vsi ponosni. Se pravi, delamo prav, izobražujemo in podajamo znanje generacijam, ki so zdaj aktivne in ki še bodo. Tako da gasilci smo preživeli mnogo stvari in tudi dobrega in slabega. Gasilci tudi ponavadi gredo tja, odkoder ponavadi vsi bežijo. Pa še to zastojn, brez plačila, pa z enim upanjem in z enim veseljem, da bodo pomagali sočloveku, ljudem. Gasilci so v 153-letni zgodovini, odkar obstajamo uradno v Sloveniji, preživeli mnogo stvari. Padce, spone, cesarja, kralja, enoumni sistem, ki je spročeli gasilskih domov vrhu svetega Florjana, ki je bil stoletja zavetnih gasilcev. No, hvala Bogu, zdaj se je sveti Florjan zopet vrnil tam, kamor mu je mesto. Preživeli smo hude finančne stiske, ampak vedno smo se iz krize pobrali modrejši, pametnejši in močnejši. Tudi na študij ni bilo nič drugače. 153 let obstajamo in kar naprej se krepimo. Zelo smo pa veseli in ponosni, da je v naših vrstah vse več mladine. Krepimo se iz dneva v dan in mladine več. 165 članska vojska smo, kateri se čudi ne samo Slovenija, ne samo Evropa, čudi se nam cel svet. Kako lahko ena majhna Slovenija premore toliko število gasilcev, ki delajo praktično prostovoljno in pomagajo ljudem. To v tujini preprosto ne razumejo. Želim društvu še veliko, najprej iskrene čestitke in želim društvu v bodoče veliko uspešnega dela, čim manj intervencij, vendar veliko prijateljstva in druženja in sodelovanja v kraju, kjer delujete. Čestitam vam tudi za tole imenitno prireditev. Res, v Zvonik sem prvič videl ta gasilski dom, sem se kar za glavo boril. Bom drugič vedel, zakaj. Ponosni morate biti tako. Nima vsak tak lep gasilski dom. In pa na koncu vam tudi čestitam za novo pridobitev GVM1, ne si slišal, se pravi, to boste vse združili, kar me zelo veseli. Še enkrat, čestitam vam za vaš 90. rojstni dan, imejte se lepo, imejte se radi in na pomoč. Tovariš Jalovec, predstavnik Regijskega sveta regije Ljubljana 3 in hkrati tudi član upravnega odbora Gasilske zveze Slovenije, najlepša hvala. Pravijo, da je glasba univerzalni jezik človeštva in ples skriti jezik duše. Za nekaj minut se bomo prepustili obema, s pomočjo folklorne skupine Spobratenega gasilskega društva Sveti Štefan, ki jo z veseljem vabim pred oder.
Folklorni skupini najlepša hvala za izvrsten nastop, če pa sem malo radovedna, kako pa je bilo sukati pete na tako mladem parketu? Super, odlično. Upajmo, da jih bomo še velikrat. Mi pa nadaljujemo s podelitvijo plaket in odlikovanj. Predsednika društva tovariša Boštjana Narobeta in namestnika poveljnika društva tovariša Matevža Lipovška vabim, da podelita spominske plakete, ki jih društvo podeljuje v letošnjem jubileju. Vse klicane predstavnike pa prosim, da jih tudi prevzamete. Kot prvega vabim Gasilsko zvezo Domžale. Prostovoljno gasilsko društvo Domžale mesto. Prostovoljno gasilsko društvo Ihan. Prostovoljno gasilsko društvo Pšata Dragomelj. Prostovoljno gasilsko društvo Stop Tepala vas. Prostovoljno gasilsko društvo Trzin. Prostovoljno gasilsko društvo Homec. Takole, nekaj praktičen, da nekaj pa za skupaj. Čestitke za jubilej, pa za vse te na vaše nove pridobitve. Hvala. Čestitam. Še malo za spomin. Hvala lepa. Hvala za vse. Prostovoljno gasilsko društvo Jarše Rodica. Hvala, hvala. Prostovoljno gasilsko društvo Radomlje. Prostovoljno gasilsko društvo Rova. Vidim, da bomo mogli našega poveljnika ustaviti za nabavo opreme za nov avto. Vse bo šli, naprej. Naslednje let. Prostovoljno. Prostovoljno
društvo Dob. Hvala lepa. Hvala. Prostovoljno gasilsko društvo Vir. Prostovoljno gasilsko društvo Studenec. Prostovoljno gasilsko društvo Želje Sveta Trojica. Prostovoljno industrijsko gasilsko društvo Helios. Prostovoljno industrijsko gasilsko društvo Tosama. Hvala lepa. Prostovoljno gasilsko društvo Golo. Za novi avto, ga pravite, da bi primerno biogel. Upam, da bo sam na nosilcu visel. Prostovoljno gasilsko društvo Luka pri Mengšu. Center za zaščito in reševanje Domžalje. Za pomalce, ko imate to opreme za dal znosati, vedno je fanci lačni, pa da se v tem pa malo čamojo. Že v soboto bo zelo prav prišlo, pa v hladilnik bomo dali v Gasilska regija Ljubljana 3. Nimam darila. Pa vi priste Boga. Ja, pa Boga dobar bil. Občina Domžale. Hvala lepa.
Krajevna skupnost Simona Jenka. Občinski štab civilne zaščite Domžale. Zdravstveni dom Domžale. Gospod Peter Gubanc. Za vso pomoč pri delovanju našega društva. Gospa Renata Kosec za vso pomoč in angažiranost pri izgradnji novega gasilskega doma in delovanju društva. Gospa Sonja Spruk, ki ima pomembno vlogo pri načrtovanju in izgradnji našega novega gasilskega doma. Gospod Jure Košutnik za vlogo pri pridobivanju in odkupu zemljišč za naš novi gasilski dom. Centralna čistilna naprava Domžale Kamnik za dolgoletno sodelovanje in finančno podporo. Godba Domžale. Folklorno društvo Sveti Štefan. Omikron DO za dolgoletno sodelovanje in finančno podporo pri delovanju društva. L-Plast prav tako za dolgoletno sodelovanje in vso finančno podporo. Tovariš Borut Ernstel, Ernesto, se poročujem. Ena napaka pa mora biti, ne? Borutu gre večina zaslug, da danes lahko naš visoki jubilej praznujemo v novem gasilskem domu, tako da še ena pesem. Letos pa poleg 90. obletnice našega društva praznujemo tudi 20 let pobratenja s prostovoljnim gasilskim društvom Sveti Štefan in ob tej priložnosti podeljujemo zahvalo za sodelovanje. Pred oder vabim dva predstavnika. Police imate že predvsem pomembno, jaz mislim, da boste tudi še za tole najdi predvsem. Tole pa ni za policijo, no je pa brzo ohladili. Isto reči, ki se ne bo problemno. To bomo prešparili, da imaš naslednjega opisati. Hvala lepa.
Hvala. Se prevečujem, očitno smo se malo zatikali ali pa smo preskočili. Naš naslavje ne bi moglo prežiti brez knjige, ki smo pripravili 90-letnici in pri tem sta nam zelo pomagala Leon pa Mark Vidic, tako da od vama. Sledi podelitev priznanj zaslužnim gasilkam in gasilcem našega društva. Na oder vabim tudi namestnika predsednika Gasilske zveze Domžale, tovariša Toneta Pavliča, da se nam pridruži pri podelitvi priznanj. Začeli bomo s podelitvijo priznanj gospem in gospodičnam oziroma tovarišicam in tovarišem, ki so vedno pripravljeni priskočiti na pomoč, tako pri organizaciji dogodkov, kot pri delovnih akcijah. Z veseljem pomagajo na veselicah in na vseh drugih naših prireditvah, tudi na tekmovanjih in sodelujejo pri prednovoletnem raznašanju koledarjev. Za prevzem vabim tovarišico Katjo Colarič, ki prejme priznanje Gasilske zveze 3. stopnje. Kot naslednja ne pride tovarišica Marjeta Žubec. Vabim tudi tovarišico Polono Narobe. Kikavca ti manjka. Prav posebno priznanje Gasilske zveze 3. stopnje podeljujemo tovarišici Mariji Rahne, ki je najbolj dejavna starejša članica našega društva, skrbi za urejeno okolico našega doma in je vedno prisotna v delovnih akcijah. Dobrodošli so njeni predlogi in pobude za izboljšave, najbolj pa smo jih hvaležni za pomoč pri prireditvah in družabnih srečanjih. Zelo dejaven član našega nadzornega odbora je tudi tovariš Franc Maleš. Vedno je pripravljen priskočiti na pomoč, udeležuje se vaj za tekmovanja, delovnih akcij, predvsem pa nepogrešljiv član pri organizaciji dogodkov. Svojo pridnostjo in zavzetostjo je dober vzor vsem ostalim članom in članicam društva, v 10 starejših gasilcev pa je tudi eden tistih z najdaljšim stažem in je med najbolj zaslužnimi za tekmovalne uspehe te ekipe. Prejme priznanje Gasilske zveze 3. stopnje. Priznanje Gasilske zveze 3. stopnje prejme tudi tovariš Mitja Pevc, ki je med najstarejšimi člani naše operativne enote. Dolga leta je pomagal voditi društvo kot član upravnega odbora in bil več mandatov tudi zaslužen tajnik. Vedno je pripravljen priskočiti na pomoč, udeležuje se vaj, intervencij.
Svojo pridnostjo in zavzetostjo je tudi on vzor našim članom in članicam. Če smo omenili najstarejšega člana naše operativne enote, je prav, da omenimo tudi najmlajšega pripadnika naše operativne enote, tovariša Timoteja Kovačiča, ki tudi prejme priznanje Gasilske zveze 3. stopnje. Med najmlajšimi člani je tudi tovariš Rok Narobe. Je član upravnega odbora in predsednik naše komisije za mladino, pod čigar vodstvom v zadnjih letih naša mladina dosega lepe uspehe, predvsem pa je po njegovi zaslugi dejavnost mladina napredovala. Otrok v društvu je vedno več in za delo je uspel pridobiti tudi nove mentorje. Med mentorji je tudi sam najbolj dejaven in otroci zelo radi hodijo na njegove vaje. Vse skozi dobiva ideje, ki jih z veseljem uresničuje in s tem gradi tudi nove dejavnosti mladih. Rok tudi sam zelo rad pridobiva nova znanja in se izobražuje, ter je nepogrešljiv pri izvedbi vseh naših prireditev in srečanj. Dobrodošle so tudi njegove ideje, predlogi, predvsem pa kritično razmišljanje in pobude za izboljšanje. Priznanje Gasilske zveze 2. stopnje prejme tovarišica Romana Kveder, ki je vidna članica naše operativne enote, ki sodeluje vedno, ko ji to dopušča zahteven urnik veterinarke. Od operativk v našem društvu ima najvišji čin in največ opravljenih specialnosti in je vedno pripravljena sprejemati nova znanja in izkušnje, hkrati pa jih tudi prenašati na mlajše generacije. Romana dejavno sodeluje na vseh področjih našega društva. Priznanje Gasilske zveze stopnje 2. stopnje prejme tudi tovariš Primož Rahne, ki je med najbolj zaslužnimi člani, da je naše društvo do danes tako napredovalo. Pomemben je tudi za prepoznavnost društva v širši okolici, saj je opravljal že vse vodstvene funkcije. Član upravnega odbora, poveljnik in predsednik društva, ter bil tudi pobudnik sestave tekmovalne enote članov, ki so dolga leta dosegali lepe uspehe. K sodelovanju je pritegnil tudi članice in njihovi člani zdaj v upravnem odboru vodijo naše gasilsko društvo. Več let je nabiral izkušnje v prostovoljnem industrijskem gasilskem društvu Belinka in tam pridobljeno znanje prenašal v domače društvo. Priznanje Gasilske zveze 1. stopnje prejme tovariš Jože Narobe. Jože je med našimi člani eden tistih s daljšim operativnim stažem. V preteklosti tudi član upravnega odbora, predvsem pa nepogrešljiv član, ko sodelujemo na intervencijah ali prireditvah. Svojo umirjenostjo in razsodnostjo je glas razuma, ko pride do nesoglasij in umirja strasti med člani, ko je to najbolj potrebno. Hvaležni smo mu za predanost na vseh društvenih akcijah in za sodelovanje na prireditvah, pri katerih ne samo pomaga, temveč tudi skrbi za organizacijo veselice in tekmovanja. Brezplačno nam na razpolago nudi svoje zemljišče, za kar smo mu še posebej hvaležni. Svojo vestnostjo je dober vzor mlajšim generacijam gasilcev in samo želimo si lahko še več takšnih članov, kot je on. Priznanje Gasilske zveze 1. stopnje prejme tudi tovarišica Greta Drmastja. Greta prejme priznanje za dolgoletno vestno opravljanje blagajniških del v našem društvu. Priznanje pa si ne zasluži samo kot blagajničarka, pač pa tudi kot dejavna članica upravnega odbora, ki s svojimi pobudami in angažiranostjo nepogrešljivo vpliva na naše dogodke.
Pomagajo nam tudi pri nabavi operativne opreme in pri organizaciji prireditev in srečanj. Na njih poskrbi predvsem za to, da so finance v skladu s predpisi in angažira tudi ostale članice, da ji pomagajo. Hvaležni smo jo tudi za vlogo animatorke na naših druženjih. Hvala lepa. V veselje nam je bilo podeliti plakete in priznanja, ki le še potrjujejo, kako izjemni ljudje ste med nami in da lahko računamo na dolgoročno skupno sodelovanje. Naša slovesnost se približuje koncu, želimo pa si, da damo priložnost vsakomur, ki bi želel izreči kakršnokoli misel ob našem jubileju. Zato vas ljudno vabim, da kdor bi rad svoje misli podelil z nami, da pride na oder. Na podlagi statuta Gasilske zveze Slovenija, PGD študij Gasilska zveza Slovenije podeljuje plamenico prve stopnje. Prej sem rekel Boštjanov, da s name prapor, da bomo to darili slovesno, pa rekel, Bog ne daj. Pa že ve, zakaj ne. Ja, se mehne se obavljamo. Morda še kdo izvolite, izvolite. Jaz bi se vam tudi zahvalil za sodelovanje v imenu občinskega štaba za civilno zaščito in občinske strokovne službe. Čestitam vam za visok jubilej, ki ga praznujete. Predvsem zaradi česar sem danes tukaj, pa vam želim veliko sreče pri upravljanju novega doma, ki ste ga pred 2 dnevoma v naše strokovne službe dobili v uporabo. Računam, da ne bo služil samo gasilski službi, da bo služil tudi celotnemu sistemu zaščite in reševanja občine Domžale in seveda tudi krajanom vaše krajevne skupnosti. Hvala lepa in pomoč. Hvala. Morda še kdo? Če ne, pa nas čaka še eno prijetno opravilo. Spoštovani jubilanti, dragi prijatelji, v imenu Gasilske zveze Domžale vam iskreno čestitam v vašem visokem jubileju. Znak spoštovanja in dosedanjega dobrega dela, ki smo ga skupaj opravljali vsa ta leta. Poklanjam tole plaketo in prosim predsednika, da jo prevzame. Hvala lepa. Okay. Slavje, kakršno imamo, je priložnost, da se našim članom, članicam na različne načine zahvalimo. In tako si eno posebno zahvalo zasluži tudi naš dolgoletni član,
Zato Prostovoljno gasilsko društvo Študa podeljuje po sklepu upravnega odbora z dne 5. oktober 2022 naziv častni član Mejak Janezu za dolgoletno izjemno uspešno in aktivno delo ter zahvalo za zelo pomemben osebni prispevek pri razvoju gasilstva na našem kraju. Iskrena hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste pomagali soustvarjati današnji dogodek, predvsem hvala za vse pozdravne besede in izrečene čestitke ob našem jubileju. Saj vemo, vsak konec je nov začetek in naj bo tako tudi danes. Začetek za nove uspešne zgodbe, za nova poznanstva in predvsem nadaljnji uspeh. Prostovoljno gasilsko društvo Študa naslednji uspeh čaka že čez 2 dni, ko sledi uradna otvoritev našega novega gasilskega doma in veseli bomo, če se nam boste pridružili tudi takrat. Naj še enkrat izrečem čestitke članicam in članom društva ob jubileju, vsem skupaj pa najlepša hvala, da ste si vzeli čas, da se lahko skupaj veselimo čestitljive obletnice. Predoder ponovno vabim folklorno skupino Sveti Štefan, da nas popelje v nadaljevanje današnjega večera, da ob pogostitvi izmenjamo še kakšno besedo, nazdravimo dosedanjim dosežkom in seveda tudi tistim, ki nas še čakajo. Hvala in na pomoč!
Prosim predsednika, javno tudi, da malo bliže. Najprej čestitke, iskrene čestitke po vaši visokem 90-letnici se seveda približuje tudi naše folklorno društvo, ki prav tako kot gasilsko društvo danes sodelujemo že 20 let. Plesali smo na vaših obletnicah, vedno smo se imeli lepo. Sam sem bil prisoten lansko leto pri polaganju temeljnega kamna, tle na tem travniku, zdaj nekaj kar precejšnjih količinami blata in ko sem danes prišel po 11 mesecih sem bil kar, da bi rekel, ganjen, da pač tak objekt ste postavili v tako kratkem času in ki ste tako dolgo čakali na njega in se borili tudi za njega. Zato vam ob selitvi v novi dom želimo, da se imate tle lepo, da se dobro počutite, seveda z vašimi druženji in pa v čim manj resnimi intervencijami. Gasilski pozdrav na pomoč. Najlepša hvala tudi vam. Folklorna skupina nas res spremlja že, da je na 80-ih, na 70-ih. Na 70-ih, ja. Pomagali narediti našo prireditev bolj svečano in še enkrat hvala, pa se priporočam tudi za bodoče. Hvala lepa. Hvala.
Bom kar s tole zaključil, sicer je že Alenka vas povabila k zakuski, ampak glede na to, da vsi še sedite. Še enkrat hvala folklorni skupini za njihov zres lep nastop, tudi vice, koliko napredujejo skozi leta. Ja, žal domačih nimamo, ne? Tako da smo se spet poslužili njihove pomoči. Vas vse ostale prisotne, oziroma tudi seveda folkloriste, pa vabim, da ostanete še naprej z nami, pa da se malo poveselite. Eno skromnejšo zakusko smo pripravili, tako da ostanite še naprej z nami. Hvala in na pomoč.